časom na eni podobnih srečanj sem napovedal, da v kratkem lahko pričakujete nov dokaz tega, da stranka zares misli zares tudi, ko gre za povezovanje z različnimi subjekti, ki obstajajo v Sloveniji, tudi v civilni družbi, se ukvarjajo z pomembnimi razvojnimi in drugimi družbenimi vprašanji in iščejo v relativno prelomnem času, ki se obeta v Sloveniji po zaključku tega mandata, priložnost, možnost za to, da svoje ideje, svoje premisleke, svoje strokovna znanja da z vsem tem prispevajo k boljšim rešitvam. Kar nekaj časa je že, odkar smo prvič stopili v stik s predstavniki razvojnega gibanja Sončnica, ki ga iz preteklosti se morda še spomnite, ki je ostalo vsaka leta tudi aktivno, o tem kaj več v nadaljevanju. In vse skupaj se je sklenilo uspešno z podpisom sporazuma o sodelovanju med strankom Zares in društvom Sončnica. Z povezavo z društvom Sončnica pa v prvi vrsti merimo bolj na programski vidik. Ne toliko na lokalni, terenski vidik, ampak na programski vidik. Mi smo v tem smislu na seji sveta stranke Zares pred nedavnim imenovali tudi nov odbor, programski odbor za socialno podjetništvo, o katerem bo tekla beseda v nadaljevanju, ki ga bo vodila gospa magistra Zdenka Kovač. Socialno podjetništvo je nek termin, ki je v Sloveniji precej neznan, je pa kot pomemben koncept, s katerim se razrešuje določene težave ali protislovja, v katerem se sodobne družbe nahajajo, se ga poslužujejo v zahodnoevropskih državah precej veliko. Na področju Evropske unije je ta tako imena socialna ekonomija ustvarja danes približno 10% bruto proizvoda in zaposluje okoli 9 milijonov ljudi. Tako to ni nek zanemarljiv vidik tistega, kar Slovenijo še čaka, kjer ima Slovenija veliko priložnosti, da tako kot je na posameznih drugih segmentih, na primer pri zaposlovanju invalidov, tudi na tem področju, pri določenih šibkejših skupinah, zagotovila njihovo ne samo zaposlitev, ampak tudi družbeno vključenost, kar je zelo pomemben vidik, kot veste, tudi naše, posebej izpostavljeno v naši programski izjavi. Zato je bilo to sodelovanje in ta sporazum tako logičen, zato je to sodelovanje na dobri poti, da se odrazi tako v skupnem programu, nastopu, ampak tudi v nadaljnih projektih, ki jih bo sprejemal, oblikoval in razpravljal slovenski parlament in morda upamo, da tudi vlada. Razmišljati o tem konceptu, ampak ga tudi dograjevati, skratka, ga utrjevati v nas samih, iskati vse dobre primere v tujini, ki bi lahko, ko bo čas zrel, pravzaprav nam zopet pomagali uveljaviti tisto, kar močno verjamemo. To je pa seveda, da potrebujemo družbeno odgovorno podjetništvo, klasičnih podjetij in da potrebujemo socialne inovacije, ne le tehnološke inovacije in te socialne inovacije lahko prinaša prav to socialno podjetništvo, o katerem je kolega Gregor že nekaj govoril. Ko se je pojavilo novo društvo Zares in kasneje preraslo v stranko, nam je bilo nekako logično, da glede na promocijo in glede tudi na ljudi, ki so se tukaj zbrali, da se poskušamo povezati z to stranko in sicer v programskem smislu in tako smo se skupaj potem odločili in tudi podpisali sporazum, po katerem bo seveda naše društvo prispevalo k samemu programu, celotnemu programu Zares, vendar pa predvsem z fokusom na to razvoj tega socialnega podjetništva.